Spoštovani sledilci Teološke fakultete, lepo vas pozdravljamo v oddaji Pogovori z alumni, kjer v soorganizaciji s klubom alumnov Teološke fakultete osvetljujemo zanimive poklicne poti naših alumnov, torej diplomantov Teološke fakultete. Ker so diplomanti naše fakultete dejavni na zelo raznolikih področjih in ker menimo, da jih je tudi študij na Teološki fakulteti usposobil za to raznolikost in širino, smo se odločili preko kratkih pogovorov z alumni osvetliti te zanimive zgodbe. Predvsem pa želimo pokazati, kako zelo ponosni smo na svoje alumne, ki v slovenskem prostoru in tudi v tujini odlično zastopajo našo fakulteto. Danes med nami pozdravljam ženo, mamo, teologinjo in zakonsko in družinsko terapevtko Mojco Uranič. Mojco, dobrodošla. Hvala. Ker to srečanje pripravljamo ob prazniku Gospodovega oznanjenja Mariji, je to srečanje posebej posvečeno vsem mamam. In ti si bila prva, ki si se zelo prijazno odzvala mojemu iskanju oziroma mojemu povabilu, če pozna kdo kakšno teologinjo mamo, ki bi bila pripravljena spregovoriti o tej vrednoti. Tako da hvala res za tvoj odziv. To je pa tudi razlog, da bomo pred najino debato v študiju pa o fakulteti nekako postavili v ospredje tvojo poklicanost družinsko življenje. Tako da, če nam lahko na kratko opišeš svojo pot, ki te je pripeljala do tega, da si danes žena in mama 5 otrokom. Hvala za vprašanje. Zelo je zanimivo, ker recimo imamo ljudje eno predstavo o tem, kako bo šlo vse naravnost, pa vse po neki alineji oziroma neki linearno, da bomo prišli do nekega cilja. No, pri meni ni bilo tako, pri meni je bilo zelo pestro. Tako da tudi potem, ko sicer sem si vedno želela, sem hrepenela po družini, nisem si sicer predstavljala, da bi recimo lahko v resnici imela 5 otrok, plus tega imam še 2 v nebesih, tako da na nek način jih imam 7. Je pa tako, da sem, hvala Bogu, spoznala moža, ki je bil tudi za to, ki si je tudi želel, in tako sva začela najino pot skozi te odločitve, skozi najin odnos, in so začeli otroci prihajati že tekom študija. Tako da sem hvaležna za to izkušnjo, hkrati pa ko rečemo, naredimo šolo, naredimo in potem gremo v službo, pa si ustvarimo družino, no, pri meni je šlo vse to na miks. Tako da. Ampak se je očitno odlično izšlo. Je, hvala Bogu. Tako da zdaj se mogoče res posvetimo temu drugemu vprašanju oziroma drugi temi, tvoja študijska leta. Opazila sem, da je na tvoji spletni strani, kjer opisuješ svojo dejavnost, da med kompetencami, ki jih poudarjaš, omeniš, da si končala univerzitetni študij teologije in tako zapisuješ, tam smo poglobljeno obravnavali človeka v filozofskem, antropološkem, psihološkem, sociološkem in duhovnem vidiku. Potem si pa torej opravila še izpopolnjevanje zakonske in družinske terapije. Imam prav, oziroma ali pravilno predvidevam, da glede na ta opis, da si pravzaprav zelo zadovoljna tudi s to svojo izbiro, se pravi najprej teologija, potem pa zakonska in družinska terapija. Ja, tako. To si zelo dobro zaznala. Namreč meni je človek mi je bil vedno velika uganka, ena skrivnost, in ko sem prišla na študij teologije, se mi je odprl svet. Že to, da sem se zelo domače počutila na sami fakulteti, ker sem se počutila res kot en del družine, ker nas je bilo tudi manj, verjetno, ker sem najprej študirala v Mariboru, in sem tam spoznala to širino človeka. Tako kot ste že vse to omenila, antropološko, sociološko, duhovno in tako naprej. Terapija mi je pa dala v bistvu eno globokost, eno globino, ki pa lahko tudi pridemo z enim sočutjem, z enim odnosom do človeka, da se lahko dobro počuti. Je pa tudi tako, da sem potem v 4. letniku se poročila, sem tudi potem v bistvu na konec 5. letnika sem imela že 2 otroka, tako da sem se tudi preselila in zamenjala študij v Ljubljani, torej prišla sem na teologijo v Ljubljano. Hkrati je to pomenilo tudi manj prisotnosti na predavanjih, ampak še vseeno sem potem speljala. Je pa res, da se potem tekom tega študija začela oglašati ta želja
da pa vseeno mogoče ostanem nekaj časa doma, zato ker so otroci bili majhni, ker jih je bilo, se prvi 3 so bili res zapored in bi bila to ena obremenitev dodatna za naju, če bi recimo, kar se tega tiče, ne, skrbi, da bi odšla ja še tudi na trg dela, recimo. Ne. In v tem sva se bila mirna, sva se odločila in sva speljala. Da si potem po 3 otrocih si šla potem še na študij zakonske in družinske terapije? V bistvu po 4. šele. Po 4. Ja, tako je. Takrat sem potem, želela sem si že prej, ampak potem, ko so otroci začeli prihajati, sem si mogla priznati, da tega ne bom zmogla. In tako sem potem prestavila mislim, da za enih par let ta študij izpopolnjevanja in zdaj še pa specializacijo študiram. Tako da se je pač malo se mi je zamaknilo, ampak hkrati pa mislim, da so me te izkušnje toliko obogatile skozi ves ta čas, da lahko na nek drug način pristopam k tem študiju pa k delu z ljudmi, a ne. Ker tudi greš sam čez ene izkušnje, čez ene težke stvari, čez ene preizkušnje. In je v bistvu to na nek način, ko pogledaš nazaj, vidiš, da je okej, takrat pa ni bilo okej. Ja, sigurno. Mislim, tudi odločitev je najbrž težka, ne. Tudi, ne vem, po eni strani je lažje študij kar nadaljevati, hkrati pa ta dober občutek, da je gotovo za otroke to najbolje, je pa tudi občudovanja vreden, ne. Se pravi, da si se posvetila otrokom. Verjamem, da je bila tudi skupna odločitev, da sta tudi z možem nekako videla, kaj je prava pot. Tako da ti čestitam, no, za eno to, praviš, nelinearno pot, ampak vseeno odlično izbiro. Hvala. Praviš pa, da si torej, pred 5 leti si se pa torej vrnila na trg dela, predtem si se posvetila družini, kot praviš, ta odločitev za status mame doma, kako to, da si to zaznala, da je to potrebno, in kako je to tvoja odločitev, ki mimogrede menim, da je najbolj pogumna odločitev in najboljša, kako je to odločitev sprejela tvoja okolica? Verjamem, da ni bila tako enoznačno, da bi se vsi strinjali s tem, da je to odlično, pa tudi tvoja družina, recimo tvoj mož, na kak način te je podprl, in čisto ne vem, kako se ti zdi, kako družba danes to sprejema, eno tako odločitev, no? Okej. Če se mogoče vrnem na začetek, da recimo v večji meri sva se res zavestno odločila, da se posvetim materinstvu. Potem pa je nekako, ko so otroci že zrastli, ko so začeli postajati samostojni, pa je nekako dozorela ta odločitev, da pa jaz lahko tudi nadaljujem to svoje poklicno poslanstvo, ne. In v bistvu mi je to navdajalo eno tako, zdaj pa lahko, a ne, zdaj sem pa en del tukaj naredila, a ne, čeprav še niso toliko samostojni, a ne, še ni končano, ampak hkrati pa eno zadovoljstvo, okej, v redu, lahko grem zdaj naprej tudi kot, ne vem, na nek način, ja, kot poklicno poslanstvo, ne, upravljati. Odzivi v okolici so bili v resnici zelo različni. Bilo je od podpore do razumevanja, do nerazumevanja, v smislu, kaj pa ti delaš, ker si sam doma, ne. Veliko je bilo teh vprašanj. Bilo je tudi tu, mož me je sicer zelo podporil, samo on hodil v službo, ampak je tudi to pomenilo ena plača ob vseh otrocih, a ne, in je tudi marsikaj pomenilo tudi, da si se marsičemu mogel odreči in tako naprej, a ne. Tako da jaz mislim, da ima vsaka družina pač svojo odločitev, svojo vlogo, zakaj se odločita, ne. Tu ni pravil. A ne. Tu je samo pomembno, če ženska lahko čuti ta del kot nekaj, za kar ji bo lahko rastla v tem, ali pa da bo videla, da je to njena pot, si ona izbere. Če pa ne, pa tudi prav. A ne. Tako da ni enoznačnega odgovora tukaj. Kar se pa tiče tudi sistemsko, pa bi lahko malo bolj uredili, ne, kljub vsemu, ne, ampak zdaj ne bi šli v podrobnosti. Ja, da bi tudi država recimo pristopila, je čas volitev, ne. Mislim, zanimivo je to, ko se poudarja, bomo imeli zastonj vrtce, bomo vzgojiteljice višje plačevali, nihče pa ne pomisli v bistvu na to polnomočenje mame doma, ne. Da bi vsaj kot izbira to bilo mogoče. Ja, ker dejansko, mislim, jaz tudi v svojem sorodstvu opazujem, da marsikatera mama, ki se odloči za to, je kar nekako črna ovca in družba vzbuja
občutek ene krivde, če nisi dala dovolj družbi. Kar še daleč ni res, ker mame doma dajo družbi največ. Takrat si sama mi omenila v pogovoru, da vzgajate nove državljane. Ja, tako je. Ampak glih to, kakšen pritisk je dan za žensko. Ne? Moraš biti super mama, moraš biti super delavka, moraš super izgledati, moraš biti natrenirana, moraš imeti zdrav življenjski slog, oh my god, a se ne more ženska tu nekega nekaj sesut. Pač preveč je. In enostavno lahko pride potem, ko se neke odločitve naredijo, nekje lahko zmanjka, nekje pa se lahko bogati. Sigurno. Najbrž tudi pri svojem delu srečuješ takšne in drugačne zgodbe, tudi kakšne izgorelosti, ker tega je veliko, ker dejansko tudi, mislim, je logično, ker je ženska pod pritiskom. Ker v bistvu pravimo, zdaj, ko ste oddelali svoj del službe, zdaj pa greste na drugo smeno, ko pridete domov. To je zelo res. Čeprav moram tudi reči, da tudi moški danes se mi zdi, da vseeno, oziroma vse v tem krogu, ker jaz živim, zelo pomagajo. Tako da so zelo prisotni, tudi pomagajo. Ampak večinoma, kako pa srečujem na terapiji, pa so moški še vseeno, jaz sem bil v službi in to je to, kar sem naredil. Tako se pravi, doma pa je potem žena na vrsti. Ja, pol pa je žena na vrsti, tako da vse naredi, pol pa še zvečer na razpolago, v tem smislu. Ampak ženska se sesuje nekega dne. Se pravi, zdaj ste pa vi dejansko v teh zadnjih 5 letih v eni novi situaciji. Se pravi, prej ste dejansko se mogoče lahko bolj posvetili otrokom v enem neobremenjenosti s časom, čeprav tudi vemo, da dostikrat ne, tudi doma kaj delati cel dan, ampak zdaj pa še v bistvu zraven te službene obveznosti, kako čist konkretno mogoče en vaš dan poteka? Moj dan je zelo dinamičen. Nimam urnika, tako da bi rekla, da bi imela klasičen urnik čez teden. Ampak v bistvu prilagajam pač terapijam, torej da se srečujem z pari, z posamezniki. Potem torej izobraževanju veliko moramo nameniti še vedno, kljub vsemu se tako razvija znanost. Potem doma so razne aktivnosti, tako da je še vseeno treba narediti veliko stvari, tudi kar se tiče treningov, vseh teh interesov, ki jih imajo otroci, in potem prilagajanje z možem, kako, ker moj mož tudi zelo športnik, da ima še on tisti čas za šport, da imam ja še čas za svoje ustvarjanje in tako naprej. Tako da nimam tipičnega dneva, ki bi ga lahko povedala, kako in kaj, ampak samo, da je zelo dinamično in zelo raznoliko. Zdaj bi se pa mogoče posvetile še eni zelo zanimivi temi. Namreč pred 3 leti si s terapevtsko ekipo pod vodstvom profesor Erzarja za 3 tedne odšla na misijo v Etiopijo. Prosim, če nam kaj več poveš o tej izkušnji, o tem, kako ste tam pomagali ljudem z izkušnjo te res travme vojne, o tem, kaj si ti sama doživljala in tudi kako so brez tebe preživeli doma. Najprej mogoče, da izpostavim, da je bilo zelo fino, ker je bil to avgust. To pomeni, da so bile počitnice, kar pomeni, da se nisi rabo ukvarjati z določenimi stvarmi iz šole. Tako da je v bistvu to botrovalo glih temu, da sem potem, ko smo s Tomažem Erzarjem se dobili, da sem rekla, to je to. In sem prav začutila a veste, ko dobite eno stvar kot navdih, to bi pa šla, šla bi nekaj v misijone, šla bi nekaj narediti. Tako da smo se potem za veliko podporo moža, starih staršev, da so oni tiste 3 tedne preživeli in mislim, da so se čisto super imeli, koliko mi povejo zdaj otroci in mož, da so lahko pač tudi brez mene bili in da mogoče so na nek način en trenutek dobili, da mogoče pa mama ni tako samoumevna, kot je bila do zdaj. Res je, šli smo z ekipo, bili smo na 3 lokacijah, šli smo v Addis Abebo, kjer smo imeli predavanja bolj o najstnikih. V resnici smo pa predavali ljudem, kot so bili učitelji, vzgojitelji, zdravniki, psihiatri, psihologi, da so potem oni lahko s tem znanjem oziroma s temi praktičnimi stvarmi potem šli v do najranljivejših ljudi, ki so utrpeli vojno in hude vojne travme. Nato smo šli v Mekele, kjer smo prav tako predavali o travmi.
Imeli smo pa tudi supervizijske skupine, delo v skupinah, torej kako se s tem soočati, kako pristopiti človeku in tako naprej. In potem še v Adigrad, to je pa še bolj na sever. Tako da smo tam še eno delavnico opravljeno. Ta izkušnja me je zelo zaznamovala, zelo je bila globoka. Pokazala mi je tudi, kakšne meje imamo v resnici, kako je v bistvu človek omejen na nek način, ampak kako lastne meje lahko sežejo do tega, da res lahko, da enostavno ne moremo vsega zaobjeti, zapopasti, ne moremo, ne gre. Zato je, koliko je tu pomembna skupnost. In kar so me oni kot narod najbolj naučili, je to, kako imajo oni to močno povezanost med sabo. To pomeni recimo en primer, ki se mamice tam dobivajo z majhnimi otročki, pa oni imajo res veliko otrok. Ker so recimo mene vprašali, koliko imam otrok, sem rekla 5, pa so rekla, okej. To je dobro, tu si začela približno, ampak pol pa so rekli, okej, ker si Evropejka, naj ti bo. Tako da v bistvu sem jaz bila tista, naj mi bo. In v bistvu so tam mamice se prvo zbirale skupaj v eni skupnosti in so z majhnimi otročki si dale podporo. In to recimo sem jaz kot mama doma prej zelo pogrešala. Ker ni bilo odraslih oseb v resnici naokrog. Tako da si mogel zelo iskati neko družbo, da bi lahko kakšno kavico se izpil. Ne da bi zdaj cele dneve telovadil okrog. To je ena stvar, druga stvar pa vera. Oni skozi petje in skozi glasbo in vero imajo neverjetno povezanost kljub tej hudi vojni, ker so izgubili svoje najdražje, ker če sam vemo, da so recimo tam vojaki prav načrtno hodili iz vasi in jih obkolili in potem posiljevali ženske, da so jih okužili z aidsom in tako naprej, da so rojevali polotroke z aidsom in tega je danes še ogromno. Ampak kljub vsemu, oni imajo vero, oni še vedno verujejo, da je Bog tisti, ki ima vse niti v rokah. Tako da je v bistvu en tak čudež, en tako neverjetnost. Kako lahko človek še vseeno kljub teh težkih stvarih zaupa in veruje. Hvala, da si to podelila. Človeka marsikaj nauči, ko pogleda malo mimo, izven svojega vrtička. Da prepozna. Se pravi, to je tudi nekaj, kar bi priporočila, če bi kdo od študentov, recimo, ki bo to gledal, imel možnost, da ne izkoristi take misije, misijone, vsekakor. Absolutno. To je ena taka stvar, ki si jo na nek način lahko poklonimo. Hkrati pa naredimo še nekaj dobrega. Tako da tudi za skupnost, ne da gremo samo v nek individualizem, da samo za svojo rit po domače povedano skrbimo, ampak da še nekaj naredimo za skupnost, ker na konec konca nam skupnost tudi vrača. In mi tudi bi naj nekaj vrnili oziroma dali nazaj skupnosti. In so res ene take odlične priložnosti in mislim, da je veliko programov, ki lahko vabijo oziroma sprejmejo ljudi, ki lahko pridejo pomagati. Kako je pa družina doma recimo to razumela, da si začela ti v bistvu drugam pomagati? So to razumeli, da so tudi spodbujali, tudi otroci recimo, na kak način so gledali otroci na tisto situacijo? Potem, ko sem prišla domov, sem jim rekla, naslednjič pa gremo skupaj. Najstniki so bili, ni šansa. Ta mali pa potem takrat, daj gremo, bi se igrali s temi otroki, ki itak poznajo žogo in je to. In lahko žogo počnejo cele dneve, ni da ni, od fuzbala do vsega, kar je lahko. Tako da zdaj ne vem točno, če je zdaj že nek sad pri njih, pri otrocih, da bi videli, da bi to razumeli, ampak računam pa, da bi mogoče v neki bližnji odraslosti mogoče razumeli nekega dne, da pa je zelo fajn, če se odpremo navzven, če lahko pomagamo tam, kjer lahko in da se odpiramo, da se odpiramo na zunaj. To tudi je nekaj, kar ti kot mama dejansko lahko vzgojiš najprej v svoji družini. Spet ena od teh vrednot, ki jih lahko kot mama daš širši skupnosti. Če ti otroke dobro vzgojiš, ki bodo znali potem v bistvu to dobro širiti naprej, si največ naredila. Ampak, če mogoče tukaj sem dodam,
mi starši vedno hočemo, ne, pa vedno imamo najboljše namene, ampak tolikrat mimo svalimo, ne. Kolikrat, ne. Smo ljudje. Ne? Smo ljudje, tako. In meni je recimo tudi to, ko je Vini kot rekel, ne, dovolj je, da si dobra mama. Dovolj dobra mama. Ne rabimo biti popolni, ne. In tudi pri mojih otrocih ni vse briljantno, ne. In še zdaj se skregamo, se povemo marsikaj in tako naprej. Recimo tudi vrednote jima hočemo privzgojiti, kar se tiče krščanskih in tako naprej, ampak kako bojo pa oni razvijali pol naprej odnos, pa mislim, da je to bolj stvar med Bogom in med njim. Ja. Tako da, ti si naredila, kar si bila dolžna narediti. tako, ja, to je to. Ampak mi je všeč, da ves čas poudarjaš, kar smo midva z možem naredila. Pri mamicah je lahko hitro. Pri njih samih ta občutek in dejansko tudi izvedba življenja v družini ta, da res držijo, kako že 4 vogale v hiši. Ne? Da se tudi zavedamo tega, da smo skupaj z možem, mož in žena, in da skupaj vodiva družino in da je oče tisti, ki je zelo odločilen tudi pri vzgoji. Ne? Teda mi je všeč to, da ves čas to poudarjaš, no? Da ste vidva kot zakonca tista, ki vzgajata. Mogoče tudi to, ne, ker je pravkar bil praznik, ne? Svetega Jožefa. Svetega Jožefa, ne? Ker rečemo enostavno, ker rečejo otroci, hvala, ker si moj ati, ne. Mislim, je že čist dovolj, ne. Sploh ne rabimo več, ampak že to, ta prisotnost, ki jo vidijo, ki jo cenijo, hkrati pa ja, brez moža se verjetno ne bi šla te zgodbe, no. Mislim, ker enostavno ne bi zmogla. Ne, ker bi bilo tudi jaz imam omejeno zalogo energije, tudi jaz ne zmorem vsega in brez njegove podpore ne bi šlo, ne. Tako da. Teda dobro, da te je našel, pa ti njega. Tako, ja. Zdaj tu, da še malo razložimo te podobe, to je, če te prav razumem, si prinesla iz Etiopije kot spomin. Ja, to je torej boben. V bistvu to je njihovo tako, kako se reče, glasbilo, ki je prisotno, a ne, tudi pri mašah. Imajo zelo radi synthesizer, no, sicer. Ja, to. Ja, zelo. In potem je v bistvu to iz kravje kože. In iz mehurja tega. In potem pač tale naredijo en ritem pri maši, pri pesmi, tudi recimo zunaj sedijo na pločnikih in igrajo. Tako da zelo so povezani, no? Z naravo, z glasbo, z nekim naravnim ritmom. Tako da je bila to tudi ena lepa izkušnja. Tudi brez plesa tam ni maše, ne? Tam je v bistvu, se pripleše cerkev. Tam v Etiopiji mogoče ne. Ker je še vseeno, je zelo, tam se zelo pozna tudi pravoslavna, ne, vera. In oni so tudi zelo sodelujejo, ne. Torej, katolištvo in pravoslavno so povezani, ne, sodelujejo. In mogoče ni toliko v samem obredu, ampak potem ljudje, ko so zunaj, oziroma ko se družijo, recimo oni imajo tudi to ceremonijo kave. In to traja po 2 uri, 3, 4, 5. A si predstavljaš, da greš na kavo in si tam z otroci in s celo družino in debatiraš in piješ kavo. In to spiješ 4-5 kav, seveda, pa kokice ješ zraven, ne, iz navadne koruze, ne, ki jim raste seveda na dvorišču. Na dvorišču, okej. Super. Da je zelo zanimiva stvar. Z malega se da super, ne, ogromno narediti. Ja, glih to, ne. Glih to, kako so oni cenili samo prisotnost, ne. Sploh nisi rabo veliko. Zdaj za konec bi še kak klepetal človek s tabo, pa mogoče bo še kdaj prilika, verjamem. A daš kak nasvet tistim, ko danes študirajo na teološki fakulteti? Kaj bi jim položila na pot, tak, če bi oni čez 10 let, razmišljali zdaj o sebi čez 10 let, na kaj naj bodo pozorni zdaj v času študija? Tebi mogoče, da se spomniš, da nazaj bi naredila kaj drugače, ko si ti študirala, pa jim daš lahko nasvet? Sem bolj pristaš tega, da se ne ukvarjam toliko s tem, kaj bi lahko, ker v resnici ne morem kaj dosti spremeniti. Ja, verjetno bi sigurno se malo bolj udeleževala kakšnih tekmovanj. Ja, to, mislim, da še boš na predavanj. Do predavanja sem bila kar pridna, no. To je bilo kar v redu, ker je bila pač fajn družba in smo se dobro razumeli. Profesor so mi bili res, nekateri so bili, da smo 1 uro samo bili v tišini in gledali in poslušali in srkali, to znanje. Pa nekaterih malo manj, seveda. Tako kot bo vsod, verjetno. Drugače pa mislim, da je ta čas študija eno res
srečanje s samim seboj. No. V smislu, smo v tem obdobju itak raziskujemo medsebojne odnose, raziskujemo, kakšen je odnos do moškega, do ženske, do neke družbe, kako se mi čutimo, se čutimo pripadne nekje v neki skupnosti in tako naprej. In glih ta stik s sabo v tem prostoru tukaj in zdaj, kjer smo. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da če ni ravna pot, da je okej. Zato, ker nismo vsi poklicani da imamo vse po regelcih, ampak moramo res po krivinah iti, da pridemo do neke oblike, do neke forme, da lahko potem razvijamo še kakšno stvar naprej. Tako da predvsem to, da je okej, da ima vsak svojo pot in da je tukaj potrebno pač samo biti iskren do sebe pa biti v stiku s sabo. Mojca, res iskrena hvala za vso delitev tvojih izkušenj, zelo dragocenih. Želim ti res veliko veselja v družinskem in poklicnem življenju, ter predvsem blagoslova pri vseh tvojih mnogih poslanstvih. Najlepša hvala za povabilo in tudi vam in tudi tebi vse enako. Ja. Vam, spoštovani gledalci, pa se zahvaljujem, da ste bili z nama. Kot vidite, so naši alumni in alumne vsestransko dejavni strokovnjaki in osebno izpopolnjeni možje in žene, ki jih je ob življenjskih izkušnjah izoblikovala tudi izkušnja študija na Teološki fakulteti. Vsem želim lep praznik Gospodovega oznanjenja, ko se spominjamo trenutka Jezusovega spočetja, ki je tako odločilno spremenil življenje sveta. Povabim vas, da pogledate ponudbo naših študijskih smeri in izpopolnjevanj, ter morda tudi vi najdete smer, ki utegne spremeniti vaše življenje na bolje. Hvala za pozornost in se vidimo naslednjič.